Želimo dobro jutro. Dobro jutro. In dobro jutro naši današnji gosti, Monika Klevnjak-Jurišič iz Zavoda za turizem. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako je na zavodu danes zjutraj? Ste vznemirjeni že? Ja, že kar nekaj časa, ne le danes zjutraj in seveda v res intenzivnih pripravah na Moramo vikend. reči, ja, absolutno, na podaljšan vikend, Ja, Martinov vikend, na vikend našega novega leta. Mimogrede, turistični rezultati so bili tudi letos takole, ko že malo lahko pogledamo oziroma seštejemo, izjemni v našem mestu v bistvu, ne? Zelo dobri in čaka nas finale. Nadejamo se, oziroma zdaj smo pa že res prepričani, da bomo letos presegli novi mejnik. To je 500 000 prenočitev v mesto Maribor. Wow. Tako da, ja, rezultati so res odlični. Okay. Ker drugače, recimo mi dva z Igrom se voziva vsak dan, on zruši, jaz iz Frama pa se tudi lahko šteje kot dnevni obisk, ne, vsak dan, tako da, če bi slučajno sfalilo. Ampak, Monika, danes si tukaj predvsem, da se pogovarjamo o martinovanju. To je eden od osrednjih dogodkov, če ne osrednji dogodek leta v našem mestu, ki je seveda znano potem, da je, pač, če hočeš iti martinovati, moraš priti v Maribor, ne? Ja, tako je. Martinovanje je zagotovo naša najbolj prepoznavna ali pa ena najbolj prepoznavnih prireditev, tudi najbolj odmevno martinovanje v Sloveniji je to. Tam ocenjujemo, da ga obišče letno tudi do 20 000 obiskovalcev, vse zvrsti na prizoriščih. Wow. Martinovanja. Ja, no, letos se računamo mogoče celo 30, ne? Zakaj? Ja. Zakaj bi? Mislim, ker če že moraš kvalitetno skočiti v Štajersko novo leto, moraš to narediti pri nas v Mariboru. Kaj letos bo drugače že to, da je, ker Martinovo pade na soboto. Vemo, sobota ni najboljši dan za martinovanje, ker prav martinovanje je, ko greš Petek v med, službe. na med Malcu. tednom, na Malcu. Ja, na Malcu. Ne? Pa rečeš, daj hitro, ne, liter, ker moramo iti nazaj, pol pa čez pol ure že pišeš, čuješ, daj mi štemplaj. Ne? Ampak 2 dneva, ne? Ja, pač datumi zelo ugodno letos padejo in že lani smo ugotovili, da se je dogajanje na Koroški cesti na primer odlično prijelo in smo rekli, dajmo se letos začeti ogrevati na Koroški in potem zaključimo tistem pravem Martinovem duhu, potem naslednji dan na Trgu Leona Štuklja. Tako da torej 10. v petek ob 10. uri se prične vinsko-kulinarična ponudba na stojnicah na Koroški cesti. Ok, torej petek ob 10. na Koroški, tu imamo kar blizu, ne? Ko pogledamo gum pa levo, oziroma tu pred nami celi čas, ne, da lahko mi skočimo. In so kakšne posebnosti pri martinovanju letos? Kaj je treba recimo posebno? Mogoče bi še izpostavila, da nista samo Trg Leona Štuklja in pa Koroška, sta osrednji prizorišči. Že jutri se prične recimo Martinova darilna tržnica na Grajskem trgu. Tako. Potem se Kaj darujejo, zastonj vino? lahko nabavimo odlično, kakovostno Martinovo darilo, Okej. pozornost ali pa nekaj za dodatek k Martinovi pojedi. No, lepo. Ja. Se pa nam zdi super, Monika, ravno to, da ste razširili število prizorišč, ker mogoče vsakemu tudi ne paše tista velika gneča in ne, ki je na trgu, kar seveda tudi mora biti in se lahko malo makne recimo na Koroško, kjer je malo bolj sproščeno. Ja, točno tako, to je bil tudi namen, tako lokacijsko, kot tudi vsebinsko smo pač nadgradili vse skupaj. Ravno s tem namenom, da je manjši pritisk na Trg Leona Štuklja in da ponudimo še kaj za koga, ki mu pač mogoče tisto dogajanje ne ustreza najbolj. Taki se seveda lahko pridejo podružiti na Koroško. Lahko se pa recimo oglasijo tudi v hiši Stare Trte. No, recimo, no, tam pa sploh. Ja. Tam pa mi dva enologa prideva, ne, Matici in tam lepo potem po malo sirčeka, kruheca, ne, Tako po kapljica. pa vohava, pa se menimo v papriki v zatonu. Pluva, ne vem, če veš. Ja, vem. Ne, ja, pa ne na Martinovo, da prosim te, za tak pa nismo narejeni, da bomo vum pluvali, ne, to pa. Monika, zdaj, če bi morali reči, ok, zdaj pa tu je, ne vem, 10 stvari ali pa ABC tega, kar mora obiskovalka oziroma obiskovalec martinovanja v Mariboru vedeti. Kaj so te osnovne stvari, kdo nastopa, kdaj nastopa, koliko stojnic, vse to, kje so. Rečiva 5 lokacij, skupno več kot 70 lokalnih ponudnikov.
Prične se torej v petek ob 10. na Koroški, v Tako. soboto ob 10. na Trgu Leona Štuklja. Tisti najbolj tradicionalni del, to je krst mošta na Trgu Leona Štuklja v soboto ob 1. in pa potem tista popoldanska zabava, letos z polkaholiki, Darjo Gajšek in Špas kvintetom in pa ansamblom Nova pot. To so tiste najbolj pomembne. Ker ne bomo rekli, muzike ne bo falilo, ne bo ničesar falilo, še morda kaj, kar je treba izpostaviti, v bistvu, kar je letos drugače, novo, večje, širše, kako smo šli letos naprej z našim martinovanjem? Ja, zdaj tako bom rekla. Mi se resnično trudimo v martinovanje vključiti res kar najbolj široko naše lokalne ponudnike. In to pomeni, da ne samo v ta dvodnevni program, o katerem smo sedaj govorili, ampak že vse od začetka novembra izvajamo tako imenovani Martinov Wine and Dine. To pomeni, da smo ponudnike povezali, jih združili v tako poenoteno ponudbo in to pomeni, da vrhunske restauracije ali pa gostilne s tradicijo ali pa turistične kmetije, vinarji vabijo k sebi domov, torej na taka prav posebna Martinova gastronomska doživetja. In tudi to vabim poslušalce, da še vse do nedelje sprobajo, doživijo. Wow, super. Veš, to je čisto drugače kot Ana, ki nikoli ne povabi. Ja, res je. Sem pa se zdaj že si naredila seznam. Tako na visitmaribor.si so vse informacije, ne? Tako je, Ana, najlepša hvala. Lahko tudi tam preverite, če slučajno ni kdo ujel kakega podatka. Monika, zakaj ni martinovanje en teden? Zakaj to ni naš, recimo, mariborski, veš, Kris Kindelmarkt, ker zdaj te božične sejme pa te okrasitve, to imajo vsi. Martinovanje pa je zares samo tu. Tako je, in na martinovanje smo zelo ponosni. Želimo ga ohranjati takšnega, kot ga Mariborčani že vrsto let poznamo. Mogoče samo dodam, da je letošnja izvedba že 38. Wow. vrstjo. In ta del ohranjamo in mu dodajamo seveda nove vsebine, tako kot smo jih zdaj že omenili. Kot sem omenila, ta Martinov Wine and Dine je nekaj, kar že tudi zamujamo, če že nismo sprobali. Ja, definitivno. Tako da to bo celih 12 dni, tako da zagotovo se gibljamo v smeri, da Martinovo postaja še večje, boljše in tudi bolj mednarodno prepoznavno. To je naš cilj. Pa tako, evo, super in opravljate super delo na Zavodu za turizem. Hvala lepa, Monika, za vse informacije. Samo eno vprašanje še imam. Ali ste že kaj na Zavodu tudi koštali vzorce tega, kar bomo mi dobili? Že imate? Ja, to bom pa zdaj zadržala zase. Zagotovo pa lahko obljubimo, da bo ponudba izvrstna. Kot vedno in zato ne zamuditi martinovanja, eden osrednjih dogodkov leta v našem mestu, začne se v petek ob 10. na Koroški, petek in soboto potem na Trgu Leona Štuklja. Tako da, Monika, hvala lepa. Hvala, in se vidimo. Ali na Koroški, ali na Trgi, ali pa mi, ko smo malo bolj fini v hiši Stare Trte.